Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o hranjenju. A poznate koga, ki se loti hrane in jo zmeče vase kot biogotov? Ali pa poznate koga, ki mogoče pozablja na to, da je treba jesti? Nekoč mi je eno dekle rekla, joj, meni gre na živce, ker moram kar naprej jesti. Ali pa poznate koga mogoče, ki se pa ne zna ustaviti pri hranjenju? Ali pa mogoče koga, ki čez dan pozablja, da je treba jesti, ponoči se pa ne more nasititi in je kot hrček, ki shranjuje hrano za slabe čase oziroma za zimsko spanje. Pač, hranjenje je pomembno. In v bistvu, pa ste že pomislili, katera čakra ti mogoče ne dela, če se ne moreš ustaviti pri hranjenju. Kaj ti manjka? No, to vas bom učila. Pripravljam webinar, se pravi, po moje enourno predavanje bo vse skupaj, vam bom poslala povezavo, tako da se lahko prijavite in boste spremljali to predavanje, ampak zdaj čisto na hitro. Prav razmišljala sem, ker vemo, kako je, ne? Pozabimo jesti ali pa preveč pojemo, pa se potem obtožujemo in tako naprej. V osnovi je spet vse povezano seveda s čakrami in zdaj pa seveda s podzavestjo, s podzavestnimi programi. Katera čakra v osnovi ne dela dobro, takrat, ko se ne moremo ustaviti. Glede na to, da je center za lakoto v možganih, spodbuja delovanje trebušne slinavke, ki je tukaj povezana s solarnim pleksusom, hkrati je pa vse povezano s temelji. Tako da to vam bom razlagala v tem webinarju, ki ga pripravljam, ker se mi zdi, da je bolj obširna tema, da vam želim pokazati tako, da vam dejansko pripravim predstavitev in da lahko pač sistematsko greste čez podzavestna prepričanja, katera podzavestna prepričanja. In danes, ko sem razmišljala, recimo, nekdo, ki ima v svoji podzavesti, recimo, večkrat dama, recimo, ne več imamo opravka z damami, večkrat je že hujšala in vsakič, ko je shujšala, se je zredila nazaj. Kateri program mislite, da je v njeni podzavesti? Je sigurno povezano s tem, kakšen slabič sem. Še sebe ne morem imeti pod kontrolo. No, veste, mogoče imate tudi vi tak podzavestni program, tako da mogoče lahko preverite z mišičnim testom, pa še mnogo drugih podzavestnih programov je, ki so povezani prav s hranjenjem, ker če gledamo, hrana je energija življenja. In energija življenja, ki se potem pretvori v naše celice in potem celice proizvajajo življenjsko energijo. Se pravi, kdor ima težave s hranjenjem, in govorim iz prve roke, jaz sem imela težave s hranjenjem, sicer v puberteti, ampak ja, jaz vem, da takrat sem delala tihi samomor. Se pravi, toliko sem bila sita življenja, toliko sem bila sita prepirov doma, toliko sem bila sita tega toksičnega okolja, da pač logično nisem imela korajže, da bi naredila kar samomor, ampak sem na en način sebe želela uničiti. In vsak, ki ima ta samouničitveni, a se reče tako, program za samouničenje, v svoji podzavesti posega po nečem ali pa nekaj dela, kar ga ruši. Lahko da premalo spi, mogoče ne posega po zdravi hrani, mogoče preveč pije, mogoče kadi. In ne nazadnje vem, kako pomembno je, da podzavest prepričamo, da deluje v našo korist, ker ne nazadnje, jaz sama sem 10 let kadila in to kadila strastno eno škatlico Marlbora na dan in sem dejansko nehala kaditi na ta način, da sem prepričala mojo podzavest, da sem jaz nekadilka. In to je bilo že veste koliko? Ta velika hčerka je bila stara 25 let, se pravi več kot 26 let nazaj, ker sem jaz nehala kaditi samo na podlagi tega, da sem svojo podzavest prepričala, da sem nekadilka. In to je bil v bistvu prvi moj poskus, kako vplivati na podzavest. In takrat sem začela s tem, da sem ponavljala, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka. In ko sem si par mesecev ponavljala neprestano, da sem nekadilka, sem nehala kaditi. In zdaj pomislite, se pravi, kako podzavest prepričati,
da težo telesa uredi na normalo. Da ni, da enkrat hujšamo, pa se spet redimo, pa hujšamo, pa redimo, pa gor, pa dol, pa tako naprej. In vsa ta obtoževanja in občutek, da smo slabiči. No, to vas bom učila v povezavi spodaj. Se vpišete na ta brezplačni webinar. Zdaj se učim uporabljati nova orodja, tako da v glavnem jutri zvečer, če boste danes to gledali, oziroma 2. novembra ob 19. uri bo webinar v živo. Se pravi, bomo v živo imeli komunikacijo, ker se tudi veselim. Lahko boste zastavljali vprašanja, ker mogoče je že čas, da gremo na naslednjo stopnjo te naše komunikacije. No in potem sem naprej razmišljala. Eno je, želim vam razložiti, hrana, pa o tem sem že veliko razlagala, ampak mogoče ne bo odveč, še enkrat gremo skozi. Potem čakre, katera ne dela dobro, potem hranilne snovi, ki vplivajo na celično prehrano, potem naslednja stvar, katerih vitaminov manjka in katerih mineralov in kaj je treba jesti za večerjo, oziroma zakaj je tako pomemben zajtrk, da se cel proces podpre, oziroma da ne sprožimo to lakoto, ko enostavno posegamo po še in še in še ob urah, ki res niso primerne za hranjenje. Tako da ja, glejte, veliko imam za povedati, zdaj tako, ne bom šla zdaj v podrobnosti, glede na to, da bom to vse jutri razlagala. Današnji video ne bo samo povabilo, da se vpišete, imate link spodaj in se vpišite na ta webinar, in mene tudi že tako veseli, da bom uporabila druga orodja, da bom z vami komunicirala, da boste lahko zastavili vprašanja, da bom vam odgovarjala na vaša vprašanja, da ne bo samo enostranska komunikacija. No, tako da v glavnem, to je povabilo na jutrišnji webinar. No, zdaj pa, res je danes zanimiv datum, 1.11. in zame je 1.11. V osnovi nimam nekih bližnjih sorodnikov, ki so na drugi strani Mavrice, ampak po drugi strani je pa zame 1.11., ko se štejem današnji datum numerološko, 1 plus 11 plus 2022 je 9. Se pravi, je 9 zaključevanje nekega cikla in začetek novega. Se pravi, tako 1.11. začetek nekaj novega. Meni je to super. Tudi zjutraj, ko sem karte vlekla zame, sem dobila nova pot, začetek novega cikla, dobila sem sporočilo, dovoli, da končni rezultat preseže vsa tvoja pričakovanja. In glejte, zdaj pa vi ste dobili sporočilo, pa potrpljenje. Zaupajte Božji hitrosti. Vse se ureja v najvišje dobro vseh. In vam bom prebrala tole sporočilo, to je karta 73, da vidimo. Stvarstvo vam sporoča tole, poslušajte. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Vse deluje v tvojo korist. Vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne moreš izsiliti, vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljuj, da pride v tvoje življenje to, kar ti je namenjeno. Bodi umirjena, tvoja nestrpnost samo zavira proces. Ja, včasih bi želeli hitrejše, ne, se vemo. No, da vidimo naslednjo sporočilo, za vas je pa: ti si bitje svetlobe, ti si bitje luči, tvoje srce je polno in naj bo polno brezpogojne ljubezni. Spet ena krasna karta, ta je meni res lepa, lejte, bitje svetlobe. Vsi smo bitja svetlobe in zdaj tisti, ki jih vidite kot tiste, ki niso bitja svetlobe, pomeni, da je samo njihova svetilka tako močno umazana, da se ne vidi skozi njihova svetloba. Ampak v osnovi vsi smo bitja svetlobe. In da ti preberem naprej. Ti si nosilka luči, poslana si, da kot sonce svetiš ljudem. Ti si angel sprememb. Vsako jutro si vzemi čas, da te energije jutra napolnijo. Sveti z ljubeznijo.
In danes sem prebrala eno sporočilo. Na pamet ne bom znala povedati, ampak je bila slika breze, ki je bila posekana in potem iz sredine ven je takole drevesce zraslo. In je bilo zraven napisano sporočilo: vedno je čas za nov začetek. In verjemite mi, da ne glede kaj se zgodi, tudi če vas posekajo, tudi če vam odsekajo vse, tudi če vas odpustijo, ni pomembno, vedno je lahko nov začetek. Na pogorišču tega, kar ostane, kar tudi pepel je nenazadnje, gnojilo za novo rast, za bolj rodovitno prst, vedno lahko naredite korak naprej. Vedno je. Tudi najslabša situacija v našem življenju nosi blagoslov. Vedno. Jaz sem tako vesela. Ampak sem res vesela, zato ker o tem vam bom še govorila, zakaj sem tako vesela. Pa ne, nisem na frišen zaljubljena. Ampak, ja, toliko sem vesela, o tem več, v webinarjih, o tem, kar pripravljam, ampak vam povem, da ja, stvarstvo pozna res ta pravo hitrost, stvarstvo pozna vse odgovore. Zdaj, kar se pa učimo in kar jaz vem zase, kar sem se jaz učila skozi zadnjih 20 let, je sigurno to, kako poskrbeti za svojo energijo. Da moja energija ostaja, da ne šprica na vseh koncev, oziroma da je moja aura vedno bolj cela, vedno bolj zakrpana, vedno bolj čvrsta. In kako veš, da imaš čvrsto auro? Čisto preprosto, zato ker imaš energijo, zato ker imaš navdih, zato ker te nobena stvar ne boli, zato ker nimaš težave ne s težo, ne s hranjenjem, ne z ničemer. Takrat veš, da je tvoja aura zakrpana. In to vas bom zdaj učila. Kako zakrpati svojo auro na vseh nivojih. In teh več nivojev imamo fizično telo. Jaz ne morem zakrpati aure, če še za svoje prehranjevalne namene ali pa potrebe ne poskrbim. Je nemogoče, zato ker tukaj se začne ljubezen do sebe. In jaz še nimam ljubezni do sebe, kako naj bom celostna. Ja, se vem, jaz bi vse za druge naredila. Ja. Ampak ljubezen do sebe in krpanje moje aure se vedno začne pri meni. In prišla je karta vztrajnost. Zmoreš vztrajati na začrtani poti. Zaupaj, angeli ti stojijo ob strani. In angeli so tukaj, res so tukaj, res ti pomagajo. In zdaj preberem naprej še sporočilo. Včasih, ko hočeš priti hitro do rezultatov, v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih morda še ne zaznaš. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedaj, da so to samo preizkušnje. Ali zmoreš ohraniti vero? No, ti draga dušica, ali zmoreš ohraniti vero? Vse bo v redu, vse je prav, karkoli se dogaja, je prav z namenom, da se naučimo, da naredimo korak naprej, da postajamo bolj celostni, da se naša aura zakrpa, ja, vse je prav. No, da gremo še na 3 sporočila, Ošutove karte. To je to, kar vas bom zdaj jutri učila v tem webinarju, kaj je tisto, kar vam bo prineslo, kaj je tisto, kar je prav, da veste, da izveste, da se zgodi. Da vidimo. Prišla je karta oklepanje preteklosti. Da vam jo pokažem. Nered v glavi. Nered v glavi povzroča tako ali tako stres. In ta nered v glavi, tukaj na sliki so kače, jeziki, usta, smeri in tako naprej. In ja, oči, opazovanje in tako naprej. In ta nered v glavi pomeni, da mi nosimo programe svojih prednikov, svoje vzgoje, svojih staršev, svojih vzgojiteljev, učiteljev, partnerjev, mučiteljev, ni važno koga. Vsi te, kar ostaja tako bolečega, kar nam pritiska na naše čustva, je nekaj, kar se predvaja v naši glavi. In mogoče imate neko idejo, kaj boste naredili v življenju, in potem enostavno ne naredite, ker vam droben glasek od zadaj govori, ki je mogoče glas vaše
kritične vzgojiteljice, ki vam govori, se ti ne bo uspelo, se tem nikdar nič ne uspe. In mogoče s tem, zdaj pa se vrnem na začetek zgodbe, večkrat hujšate in vedno znova se zredite in ste spet, ja, se mi itak nič ne uspe, poglej, kakšen slabit sem. Sem res zguba in potrjujete to, da ste zguba. No, tako da zdaj je pa čas, da začnete graditi novo vizijo in to vam bom pomagala. Da boste zgradili novo vizijo in tukaj, če pozorno pogledate od spodaj, je tukaj slika človeka, ki je na vseh štirih in potem se ta nova vizija iz tega klečeplazenja izstreli po konci in v glavnem ima novo vizijo. In ja, to, kar vas bom učila, je to, kako postati zavestna ustvarjalka svojega sveta. Zavestni ustvarjalec svojega sveta. Jaz bom tukaj govorila kot o duši, se pravi, kako ti, svetla, modra duša, postaneš zavestna ustvarjalka svojega sveta. In to vas želim naučiti, ker vsi imamo vse to moč, da ustvarimo. Ja, življenje me je pošteno šolalo, ampak hkrati pa vem, da tudi to, kar me je šolalo, kako sem se učila, je prav zaradi tega, ker zdaj imam pa znanje, ki ga lahko delim naprej. In to se veselim teh novih orodij in teh novih projektov, ki jih imam, zdaj jih imam že kje zapisane in se veselim, tako da spodaj je povezava, prijavite se in jutri zvečer ob 7 se vidimo v živo. Uživajte in vse dobro vam želim in ja, naj se v vašem življenju zgodijo čudeži.